Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 188. epizoda Apparatusa, v kateri že spet gostim atmosferce, se pravi Jure Gregorčič, Saša Kapetanovič in pa Ciril Komotar, ki so zdaj štartali YouTube kanal, tako da smo se o tem pogovarjali. Preden začnemo, pa ful hvala vsem, ki podpirate ta podcast. Če vas ne bi bilo, jaz se tega res ne bi več šel. Če bi to radi naredili, pejte na apparatus.si pošiljka podpri ali pa podpri.si, ker zdaj imamo tudi to domeno. Pa samo da spomnim še na moje legitimno pismo, moj newsletter, tu greste pa na apparatus.si pošiljka pismo in se lahko tam naročite, kao zanimive linke dajem noter in to. Pa tudi hvala, ker se vas je ful že naročili. Tako da, nič, to je kar se introda tiče to, zdaj pa atmosferci, whatever. Alo, klap podarmo, res sem full varno. Vice full dobro. Okay, če zdaj je v redu, zdaj se je Okay, to najslabše vsak, so sen, v glavnem. Okay. Zdaj moje prvo vprašanje je vedno isto, ne. Zdaj rekel, kdo ste in kaj počnete, pa gremo v nekem kvazi vrstnem redu, pa vsak naj pove, kdo je in pač kaj počne, tako da NASA začni. Jure Gregorčič, najprej Dolenc, novinar Motorevije, potem pa atmosferc. Okay, Saša Kapetanovič, novinar in fotograf pri Avtomagazinu, po veroizpovedi pa atmosferc. Ciril Komotar, vloger, Komotar minuta, pa po veroizpovedi točno tako, kot ona dva, tudi atmosferc. Cool. Kako pa cirko, pa to je slabo vprašanje. Ne čestimo. Dajmo vink narediti zdale. Točno zdale, ročno zategnemo, pa gremo levo. Vsak to prav dec ima svojo religijo. Ne? To je res. Čestimo Big Block, brez respiratorjev. Jaz dejansko meni ljudje pošiljajo maile. Ja. Od nazadnje, ko smo se mi pogovarjali, ti si jeben kompresor, whatever, ki so na čas domov. Vsake tok cajta še vedno en kompresor, pa je v redu. V redu. Danes začnemo z YouTubeom, ampak napreden tam začnemo. Jaz sem imel to srečo, ne vem zakaj Sale je mislil, da mi lahko zaupa, ampak mi je poslal, napreden ste res štartali logo, ne, od atmosfercev, in mi je zelo všeč, moram reči. Mal sem jezen, da vam je radil iz prve tok cool nares, če bi videli prvi Apparatus logo te, ki sem jih jaz sam delal, boljš da ne. Lahko poveste, kdo ga je delal, pa saj malo zgodbice v zadnjem. Mislim, zgodbica je to, da logo zelo dobro nas opiše, ker gre za v bistvu 3 piste znotraj črke A, valjda atmosferci. Mi pri produkciji sodelujemo z eno ekipo, ki se imenuje, oziroma z eno podjetjem iz Primorske, Creanest se imenuje, in oni imajo enega besenega grafika, ki dela čudeže in mu je iz prve ratal nekaj, kar je bilo nam tako všeč. In smo rekli, to je to. Ja. Klik je bilo, tako Okay. je. Imamo to. Razume, kaj smo mi, kaj počnemo in zakaj nam je, pa zakaj nam gre in je to izpalil iz prve. To je pa, zdaj sem še malo bolj jezen, resnici. Sem zdaj pa čakal, in pa smo si 16krat pošiljali. Ja, ne. Me pa zanima še to, no, ta rdeča barva, a ne? A je bil kakršenkoli razmislek, da je to najlepš zgledal? Sploh ne cikam toliko na avtem, ampak se za ne dela izmeram tako, veš, če se z rdečo poročiš. Jaz mislim, da ta rdeča bela nekako povzema robnike na stezi, no, tako smo mi nekako to videli. No. Okay. Rdeče bela, veš, ki so robniki na notranji strani. Pa energična barva je, ne? Ja, tudi. A veš, to je dosti pomembno. Ne se to, ampak je pa tako, je pa ena od teh tam moč, veš, tako fulje, a ne, veš, s temi bolj blagimi pa lahko več stvari delaš, ker si pa enkrat na rdeči, je pa tako, veš, ker rdeča majica. Prej polariziraš, ne? Pa veš, kaj je fajn pri tem logotu? Jaz sem zdaj probal, ko sem kosil travo, se da na vse podlage ga narisati. Zakaj vam nisi pokazal tega? To, ja. Je ni še čisi spiljeno. Veš, pri avtomobilskem oblikovanju so pomembni proporciji. Jaz sem 2 krivine malo zožal, pa ko sem šel z balkona dol na travo pogledati, sem rekel, kar vse pokosil. To je nek drone shot, bo zdaj v eni od epizod po to klesan nekam. Okay. Zdaj pa še eno vprašanje prej. Ki smo se mi kle dobili, pa ste vi rekli, da boste atmosferci. Takrat ste že nekaj se pogovarjali, valjda. Ja, to ni bilo tako, kako vam jaz naj rečem, pa ste vi rekli, da moramo biti atmosfer. Takrat je bilo, se ne vem, kdaj točno je bilo to. Ne? Ampak je bil, tudi ta atmosferci ime v bistvu nastal znotraj našega četa, ko smo se pogovarjali smo se menili za snemanje.
In pol se veš, da smo se pogovarjali, kako ćemo dati ime. In jaz imam shranjen screenshot, točno uro, točen datum, kdaj so nastali atmosferci. Tako da mislim, da je Ciril predlagal ime. Vmes je bilo itak par takih odbitih norih. Kraj ne bi. Po je bilo pa atmosferci, po je bilo pa tako, bam, imamo to, tako kot logotipe. Okay. V bistvu si ti kriv, ne? Ker ti si rekel, fanti, vi boste zdaj, če boste prišli k nam posnet podcast, jaz moram to pol na spletno stran dati in moram to pod neki dati. Dajte si nekaj zmisliti. Ne? Ja, jaz ne maram, da ima epizoda, veš, da je stavek v naslovu. Spomnim se, da je bila varianta Karparatus. Varianta, to mislim, da je bil troll, ampak dobro, atmosferci se kar prijopol. Ampak stari imaš bunker velikih idej, ne? To lahko zdaj rečeš, ne? To bom dal na vrata. Zdaj pa YouTube. Kako je pol, ne? Ker ti Cirila zdaj gledam, ne? Ti nekaj snemaš video načeloma, ampak to je pa YouTube. Zelo na hiter. Začeli se, mislim, veš, mi atmosferci smo se marinirali že preden smo sploh začeli razmišljati o kakršnikoli vsebini. Zato, ker izviramo, se mi zdi, da je iz prijateljstva pa za neke kemije, ki je tako totalno nesfejkana. Jaz mislim, da te dva lahko potrdita. No? In če ne bi bilo tega, pol tudi ne bi bilo atmosfercev, pa kakršnega koli začetka. No? Kao video pravta. Ne, jaz se strinjam. Mislim, pobuda je prišla strani, ne vem, pač nekako... ne bom rekel fenov, ampak ljudi, ki so zaznali to energijo, ki so zaznali to kemijo in je bilo zmer več je bilo tega, dajte nekaj narediti. Pač, mi da so se doskrat pojavljali v njegovem vlogu, ne, in pol je vedno nanesel na to, dajmo nekaj narediti. Skratka, bil je nek tihi pressure, ampak in pa smo itak marinirali te ideje, mi ne rabimo veliko, da pridemo do kakšnih takih norih idej, ne. Dosti je pač, da se usedemo za pol urce in dobimo pač svašta živo nekih idej in pol, next level je pa samo še posnetno. A veš, pa mogoče bi še eno stvar omenil. Jaz sem se dobro leto nazaj pogovarjal že tudi z eno izmed slovenskih televizij v vsebini in takrat sem začel sploh razmišljati v to smer tudi, če bi spravil ideje, ki jih imam jaz, pa jih imamo mi v video obliku, kako bi vse skupaj izgledali. Pa so se pogovarjali s televizijo nekako zažlajfali. Vedno je bilo pa tako, kot je Saša rekel, odziv publike je bil vedno odličen, ker sta Jura pa Saša v mojem vlogu. Ti si rekel, da je bil tak tihi pressure, ne? Jaz pri meni je bil v začetku tihi, ne? Ampak pa večkrat, jaz vam nisem niti razlagal, ne? Večkrat, ko sta se pri meni v vlogu pojavila, večkrat sem jaz dobil, bom rekel, stotine prošenj ali pa pozivov k temu, dajte vi neki skupaj narediti, ker tako, ko zdaj delaš ful dobri spade, dajte dvigniti še en nivo višji, pa začnite nekaj delati. Ne? Pa jaz nisem hotel biti več tajnik režije, ko me je folk na cesti ustavil, pa me sprašal, če lahko Cirila pokličem. Hotel si pred kamero pač stopati. Bolj. Ampak po mojem nobeno od naju ni hotel stopati pred kamero, ni imel te želje, da se pač pojavi, zdaj pa midva hočeva v spredje, ampak enostavno je to nekako spontano prišlo. No? Vse se tudi vidi, tudi od začetka se vidi, da je Ciril edini, ki ima tle izkušnje. Veš, midva nekako še zmer, ne da ne znava, ampak tako, ni nama čist naravno, veš. Ampak vseeno, zaradi tega, ker je koncept teh atmosfercev tak, da smo tudi pred kamero mi, ne? Se pravi, da ni nobenega fejkanja, nobenega nastopanja. Mi govorimo o avtih, tako kot če bi se zdaj na parkingu dobili in bi govorili o avtih. In zaradi tega pol dodati neko kamero, ki je nekje v ozadju, sploh ni pol več težko, ne? Se pravi, je tak naravna kemija in pač nam gre, no? Vsaj jaz mislim. Mislim, meni je težko snemati, če sem sam pred kamero. Če sta pa te dva zraven, pa je pa to drugače. No, ampak in lih to je bilo smešen, ker z atmosferce smo posneli pač prve stvari tako, da sva midva sama, vsak svoj prispevek posnela sama in pol smo šele 3 se znajdeli pred kamero. Tako da Drag Race, za na Juriš, ne? Za na Juriš, ja. Pred tem sva pa midva posnela vsak svojga, ne? In meni je bilo to fucking, jaz prijem tja, nikoli, snemal sem se, s telefonom v roki, tako kot Ciril, mogoče 2-krat, 3-krat, pridem na set, tam pa 30 ljudi. Ja. Pa mikrofoni, pa kamere, pa avto, pa jaz sem rekel, pa noben se noče s tabo pogovarjati, ti se moraš pa z Lučko pogovarjati. Shit, stari, jaz sem v tisti fazi, ko se zaveš, mogoče sem jaz najšibkejši člen, vse ne, veš. Ampak, kakor sem rekel, avto je bil nor, itak je iz mene pač nekako letel ven, tako da pol je šlo. No. Ne vem, ta klip še ni ven pršel, ne? Ni še ven pršel, pa sej Jure to tudi zdaj še ven prijet. Tako da tisto, kar smo v bistvu posneli kot 3., 4. stvar, smo dali najprej ven. No. Aha, okej.
Pa to, kar ste rekli, ta kemija, ne, to so se s Savetom že malo pogovarjala. Jaz sem zdaj oba videl od Cirila s to z McLarenom, ne, McLaren. Ja. Hvala lepa. In pa pač v Taparu na Juriš, pa se s Savetom sploh na Juriš pogovarjali, ne, kar je bilo meni všeč, pa se to ste že malo odgovorili, ampak bi se to še malo pogovarjal. Vam je rad že kar nekaj te kemije prenes na film. V ta prva stvar, ki je šla ven, kar se meni zdi dosti impresiven. Jaz tako bi skoraj pričakoval, da bo več štorastosti, pa ta zdrave štorastosti, glik zato, ker vidva sta pač, ne, nista toliko pred kamero, ta je pač bil rojen očitno, ne. Ironično sem bil pa jaz najbolj trd v tistem videu. Mogoče, ker sem bil najbolj nervozen, da bo res tako, ampak a veš, toliko poti je vodil v tisti trenutek, da smo se mi znašli pred kamero, pa ta ideja o drag raceu na Juriš legendarnih avto naše mladosti je že nekaj časa, odkar je ta ideja ven prišla. In polja, veš, ko vse to skupaj pride, pa rečeš, ok, zdaj pa res moramo mi speljati, kot treba, in se mi zdi, da sta bila onva pol še malo bolj natural na kameri, kot jaz. Ampak važno, da smo dobro speljali. Pa škar se mi zdi, tako čez nižjo štengo sta mogla iti, tudi zato, ker tebe se več gleda, ne. Pa veš kaj, meni se zdi, da pomemben je, ali pa to, da smo, veš, doskrat smo bili mi v avtu skupaj za komotar minuto, pa smo snemali. Pa tudi oni, da vidite, da kaj jaz govorim pred kamero, jaz, ki se zmotam, nič hudega, pač povem še enkrat, nič hudega, totalno no pressure. In tudi jaz sem vedno to poudaril, stari lej, sam bod ti, se vem, da se ful klišejsko sliš, ampak dejansko, ko zalaufa kamero, če boš na kakšen koli način začel bleferati, bo problem. Mi pa ga nismo imeli. V svojem naravnem okolju smo bili, ne. Se pravi, tak velik kos asfalta, ki ga vozil sem ti, noben drug, tudi avioni ne smejo več tam pristajati, nažalost. Ja, to sem jih hotel reči. Pol Lada, Niva, pa Jager, Katra, Stojenka, veš. Ja, valjda. Ni bilo težko, fajn je bilo, no? Pa še fajn je bilo pol, ker že v prvem tednu so Slovenci ful dobro sprejeli video, ne? Oziroma ste ga, ki je bilo koliko po prvem tednu 27-30 tisoč ogledov, pol je pa zagrabil Balkan, ne? Pa v naslednjih 3 dneh pa še dodatnih 400 jurjev, nekaj tacga, ne. Smo bili pa blown away, smo bili veseli te potrditve, da nostalgija ne gre samo od nas dol, ampak tudi v kontrasmer. Ja. Pa že spet, ne, tisto, kar je meni zelo všeč, pa to vem, da smo se pogovarjali, no, ampak sem rekel, da moramo saj omeniti, ne. Pa res je na YouTubeu, kjer unview dejansko nekaj šteje, ne. Da ni nič, tleva res nič ni napihnen. Pa ko vidiš že Slovenijo, par 10 jurjev, ne, pa ko se je še ta Balkan zgodil, to je cifra, ki jo je v resnici kar težko doseči, ne. Ja, zelo. Mislim, tako res, pa ne zdaj, se nam ogladili podlaki, razumeš, ki je čist brez veze, ampak tako, se mi zdi, vse posod ostalo bi se lahko rekel, ja, vse nekje varata, a veš, ko bi bila ta neka... Ja, jaz nisem verjel, da bo tak... To sem hotel vprašati, da so bila, mislim, kakšne so bila pričakovanja, ker niste pa čist iz nule, že zaradi tebe, zaradi komotar minuta, veš, ni bilo tako, evo nas, ne, ampak to je bil pa nov kanal, ne, tako da kaj ste mislili, lupali? Ne, ful je bilo spontano. To, kar se je zgodilo, mi sploh nismo ciljali na Balkan zdaj. Veš, ja. Mi smo rekli, ok, mogoče nekoč, nam so rekli, ok, pa če vam rata pa to, pa gledajte na zahod, pa v angleščini pa to. A veš, in smo takrat razmišljali, smo rekli, fuck, pa zakaj ne? Zakaj zahod? Le kakšen je Balkan, le koliko je velik, le koliko ljudi lahko povežeš, ne? Ampak ta na Juriš ni bil mišljen kot, dajmo zdaj takoj na Balkan udariti, ne? Je bilo enostavno cool ideja, dajmo to spraviti ven, naš začetni video, pa da vidimo, kaj bo, ne. In ok, Slovenija smo rekli, ok, bomo videli, ne, itak pričakovali smo, da pač bo ta nek krog, ki itak ljudi, ki nas spremlja, da bo pogledal to stvar, ne, ampak ta Balkan je bil pač tako, je bil kar surprizno. Pa malo nam je dal usmeritev, a veš, da malo razmišljamo še v to smer, da bi naredili še kaj na temo nostalgije, ne. Itak smo me že prej to plane, ne. Ja. Pa meni se je že malo svital, da bi znal biti uspešen, nisem si nadejal tazga uspeha, niti približen, stari. Ampak veš, ko sem dal na Facebooku, kakšen mesec prej, folk jaz rabim te avte, Fičko, Katra, Stojenka in pol v 2 dnevih je bilo, ne vem, več kot 1000 komentarjev, pa ne vem koliko delitev, ne, pa sem rekel, ok, to neki pomeni, ne, ker pač to ljudem neki pomeni. Že to, da smo čez noč pod napise pisali pol Hrvaške, veš, je že dokaz, da nismo bili pripravljeni na ta Balkan. Štekam, ja. Ja. Lej, tako, kot smo rekli v videu, ne, to je bil Juriš na spomine in spominov je velik, ne. Ja, milo reči. Ne, ampak to je ful zanimivo mi je, ker jaz sem bil pa zdaj na eni konferenci, so me povabili v Bosno, sem bil pač v Banja Luki, sem predal, mislim, na okrogli mizi o podcastih, ne. Tako pol vidiš, tako jaz se tudi, tako ker malo pozabiš, da ta juga res ni tako mejhna, tako res ni, a ne, in mi je všeč ta razmislek, jaz sem imel isto, ne, meni so vsi, pa dej, valjda, pa je to v angleščini.
cel svet, veš ta. Ja. Pa sem tudi zelo ta, ne, veš, jaz bi to skoraj bi rajšel kontra, ki pa med Američane pa na najboljšne. Pa še nekaj, ne, ta uspeh tega prvega videa je tako mal nevaren v smislu, da veš, ne bo vsak video zdaj tako klikan pa gleda. Ne. Atmosferci smo še vedno pred hribom, na katerega moramo zlesti. Ne. No, sej, to sem pa... Oziroma si želimo. No. Sej to, ampak ta hrib recimo, ne, ampak kaj imate, tretje oko, kaj je pol ta cilj? Mislim, pa nam rekel, cilj je zelo nehvaležen govor, sploh na netu, ko vsi vemo, kako je, veš, že tako malo niha, pa, a ne. Ampak kaj je bil v bistvu namen, razumem, ok, boste snemali o avtomobilih videa, ne, ampak da te rekli, zdaj paratal, to je paratal. Veš, da je bo, mislim, jaz enostavno sam pri sebi nisem obremenjen številkami ne vem s čem, ne, ampak enostavno vse te ideje, ki jih imamo, si želimo spraviti v nek video zapis. Enostavno, ker res so nore ideje so, ne? In ful jih imamo in jih pišemo non-stop, ampak enostavno pač vsi trije imamo, veš, službe pač take, ki imamo, ne? In že najdete en dan za snemanje, veš, to je cel kup enih kolobocij in vsega, ne? Tako da, želja je pač vse te ideje uresničiti in spraviti na video, zdaj od zadnji ogledi, ne ogledi, to bomo pa še videli. A veš, kaj je cilj, ne, tudi? Cilj je to, da ko en tale na Juriš pogleda, ne, to se dedek pa vnuku sedeta, pa reče, dedek, vnuku, tole sem jaz vozil. Pa nekje to avto vidiš, a veš, ali pa cilj je to, da je danes en tam malo, tako ko sem bil jaz včasih, ko sem šel na Karteljev klanc na Dolenskem, staro avtocesto gledati, BMW, Mercedes, Porsche, ki so se vozili umak na morje, ne. Tu bo zdaj en pogledal pa rekel, jaz bi pa mogoče ta avto si kupil, pa ga obnovil, a veš. Prač tehniška kultura gre naprej, ne, in vse ne more zmeriti v klikih, vse ne more zmeriti zmonetizirati. Nekaj je take vsebine, ki preprosto se mora zgoditi. In jaz mislim, da pač, kar se avtomobilu tiče, smo sanjači, ne, in meni je prvi cilj ta, da damo eno drugačno vsebino, ki jo pač ni. Pa namo samo avtomobili govorili, ne, pač mobilnost na splošno. Okay. Mogoče bo zdaj na začetku izgledal mal konfuzno, ker bodo klipi z vseh vetrov, ne, enkrat bo McLaren, enkrat bo na Juriš, pa bo spet kaj drugega, pa bojo heroji, pa tako naprej. Pa ko bo pa enkrat 20, 25, mogoče 30 klipov na kupu, boš povedal, da smo dosti razmišljali o tem, da bodo sestavljene določene rubrike. Ne gremo mal na random, a veš. Okay, razmišljali smo o neki tako strukturi, ki je sicer totalno prilagodljiva, no. Ampak lahko samo eno vprašanje, pa ta struktura, ne, a je pol tudi, to se meni zdi ključno po svoje. A je ta struktura tudi tako vezana, zato ker pač na YouTube lahko te playliste delaš, pa lahko kanal tako predstaviš, ali ne, ali je bilo pač, pa se pol to prilagaja? Ne, jaz nisem nič razmišljal, mi nismo nič razmišljali o tem. Okay. Meni se zdi, da ljudem struktura drugače ugaja. Da jim je fajn, da jim to, nekaterim to pomeni notranji mir. A veš, da jih to pomirja. In se mi zdi, da bi bilo dost nespametno kar neki na random ven metati. Da bi bilo lepo na koncu, pa vse, da na koncu leta vidiš tako 3 stolpe, ki se na filu z vsebino. Pa da veš, kam vsaka stvar pače. In to, kar je Jure rekel, se mi zdi ful pomembno. Mi lahko delamo, pa bomo delali atraktivne stvari, ki so za zebancev, za sprostice, ne? Ampak to gojiti tehniško kulturo še naprej, ker pač Jure vedno trdi, da Slovenci smo tehniški narod z veliko mero tehniške kulture, da čutimo tudi eno odgovornost. Ne? Kljub temu, da smo atmosferci zdaj še majhni, pa mogoče bomo enkrat mal večji ali pa celo veliki, se nam zdi pomemben tudi to poudarjati. Ne? Čeprav, veš, jaz že spet zgleda, da se sam hvalimo, ne? Ampak, veš, meni je tudi tako, resmo, ta prvi video, če odmisliš Balkan, resno, da ga odmisliš, pa ta publika, ki se je nabirala, veš, zdaj okoli minute, pa pol vitrije, pa da se je tako, kot smo na začetku rekli, ne, veš, neki na YouTube dati pa imeti, rekel, 10 jurjev, a veš, ali pa 20 jurjev v Sloveniji, a ne, veš, jaz mislim, da je mal nekih, bom sam rekel, entitet, ki hočejo ustvarjati, ki lahko to naredijo. A veš, pa to res nočem, da izpade, bravo, a veš, tako, zdaj pa, to je to, ne, ampak, ker se rekel, da smo mejhni, a ne, a veš, to je zelo tako relativno, jaz ne vem, veš, me zanima v bistvu, kako vi na to gledate, ker v resnici je ta YouTube je legit, tudi pri nas, v smislu, ima publiko, to folk gleda, a ve, pa naravno je tu debate, ne vem, več ne gledate TV, si gledajo YouTube, čeprav to res, ampak tako, ne, veš, pač,
to ni toliko samoumevno spet. Tako da, veš, naprej, ko ste tam upload pritisnili, a je šlo vse čez glavo, ali ste imeli že saj malo te samozavesti, da valjda bo ne, neki bo ne. Jaz nisem sploh o tem razmišljal, če sem že star, res ne. Lih čakal sem, da konča, pa da rečem, jaz sploh ne vem, o čem govori tam. Ne, mi smo imeli pač enostavno rubrike, ideje, vse in Nares pa gor. Nares pa gor, ampak izkoriščamo te platforme, ki nam pač omogočajo te stvari, pol naknadno razmišljamo o tem, bomo dali to rubriko, bomo naredili tak podpis, bomo folk peljali na našo stran, na YouTube, a veš, to pol mogoče razmišljamo. Ampak enostavno je sam ideja, video in narediti. Eno je platforma, drugo je pa mama. Ne? Mama je zgodba. Zdaj pa jaz vedno trdim, veš, imaš avtomobile, ki se znajo po vseh cestah dobro peljati. Vprašanje je sam, koliko praha dvigneš. Na eni ali pa na drugi. No in samo, veš, platformam se prilagajati. Ne. Jaz mislim, se mi zdi, da to se tako malo podcenjuje, ker se mi zdi, da vi to nekako inherentno že veste, glih zaradi tega, ker pač se je video že prej delal, ne. A veš, da ni tako, se mi zdi, a veš, bolj mi je ta del zanimiv, da ste še zmeraj delali v bolj tradicionalnih medijih ali pa še ne, a veš pa, da pol na netu toliko avtentično izpade, oziroma da je toliko avtohtono internetu. Ne. Ta video bi tudi zelo hitro lahko bil, a veš, ne za internet narejen, ne, bi bil sam video, fajn video, ampak ne za internet, meni pa to zelo za internet narejen zgleda. Ja, mislim, se je. Veš, se tukaj valjda tudi pride tudi recimo moje izkušnje pri montaži noter, ker sem pač sedel z montažerjem, pa mi smo se predtem pogovarjali tudi, kako ne bi, kakšen feeling bi mogel biti. Vse smo razmišljali tudi malo v to smer. Valjda, da nismo želeli priti na en tip, pa ne mislim zdaj slabšalno, preverjeno v smislu reportaže klasične. Ja. In to v bistvu ni toliko lahko dosežta. Jaz sem rekel, jaz sem si nekako, pa mi smo si nekako želeli, da bi to bil en tak miks lahkotne montaže, tako je komotra minuta, ampak da vse skupaj dvignemo produkcijski nivo, pa da pač razširimo naše ideje, pa da jih skupaj vržemo, pa damo naprej. Kaj sem sam hotel še mogoče omentno, ker smo prej govorili v rubrikah, pa da se ne bi preveč oddaljili. A veš, recimo ta na Juriš, ki smo ga naredili, na Juriš bo rubrika. Mi računamo, da jih bo več, ja. Samo da ne bomo mogoče res vedno na asfaltu, da nam preveč izdal. Kako kar Jure na koncu reče, gremo v luft. Mogoče najboljši moment na vodo. Z vsem spoštovanjem do celega tega. Ampak niva, to je najboljši moment videa, pač mir, kar se mene tiče. Pa ne ta niva še... Že, a te lahko nekaj vprašam? Ja. Pa si ti že kdaj slišal, naprimer, stampedo? Ne, lahko ni važno. 200 ton, ki se po pesku pele. Veš, tu bo tudi na Juriš. Ok, zmena. Pa ne tudi tam na nivo, malo lufto še ostane. Ne? Ok, v bistvu meni je skoraj cool, da čist nič ne tiznemo. Pač, ker ne ljudje gledajo. Ampak, ko smo kle, frekvenca pa koliko tega, pa to ne. Ker zdaj pa to višji nivo videoprodukcije, ne. To pa ni komotar minuta, ki je telefon, pa ki ti okoli skačeš. Ne. Prej je Sara rekel, koliko ljudi to dela. Kakšni so pa kle plani? Mi bomo zelo veseli, če bomo uspeli za začetek en video na teden vendati. Ja. Okay. Ampak en video, ki bo glavni in nosilni in tak, ki mu res lahko rečeš, ok, the best. Huda produkcija, dobra ideja, dobra izpeljava, vse skupaj pa upamo seveda tudi na dober odziv tistih, ki nas spremljajo. Se tega si tudi valjda želimo. Ja, ampak razmišljati moramo pa tudi s tem, da ponudimo vsebino za vmes, ker ne moreš dati neki ven en teden pa pol čiličke poslušati cel teden drug. A veš, moraš dati pol še neko, ne vem, na Facebook, zato pa veš, kle kreiramo vsebino na 3 platformah, na YouTubeu, vmes poudarjamo spletno stran atmosferci.com, pa Instagram, pa Facebook in posod bo neki, pa bo video vam prišel, pa bomo pol dal gor fotogalerijo za kulisja, pa kakšno nagradno igro, oziroma kakšno vprašanje dobro, s čemer bi zanimirali ljudi, pa tako naprej. Kup je enih stvari, ki jih pripravljamo tudi za atmosferce, kar se rubrik tiče. A lahko povem jaz, kaj v teh rubrikah? Pluvi, ajde. Ena rubrika bo stroj. To je pri Juretu, mislim, to je Jure ta glaven za te stvari. Stroj pa ekskluzivo, pri njemu itak lahko. Se mislim, se še nikjer nismo to razlagali. Pa se za tega, če lahko pri komu, lahko pri njemu. Ena rubrika bo recimo heroj. On je kaj notar, mi smo šli podpisati. Štempel naredil. In ta rubrika bo posvečena posameznikom ali pa skupinam, ki delajo res razliko. Ali je to gorski reševalci, ali so to policaji, ali so to gasilci, ali je to vojska. Sem Cirile slišati malo kot heroja? No, in to bo ena rubrika, ki si želimo, da bi bila stalna. Ena rubrika bo stroj,
kjer se bomo poklonili strojem, ki so impresivni tako ali pa drugače. Ali je to žerjav v Luki Koper, ali je to, kaj že tale Jure, gasilski tovornjak na Panther. Rosenbauer. A veš, Vedno vsi poznamo Rosenbauer. Kaj te razloži, prosim? To je, ki te vedno čaka na Brniku. Okay, tudi kadar nobeno domačih te ne čaka, te Rosenbauer. Ok, pa vem. Fascinacija stroj. Ja, okay. Se nam zdi, da je to lahko zelo zanimiva tema. Pa Jure, ne pove, kjer bo. Misliš, da nam bo vratalo priti na letalo nosilko, ker jaz si pa to res želim, pristati na letalo nosilko. A vidiš? Okay, rad bi videl ta Excel, ali ta Google Doc, ali karkoli imate. Za glavo bi se to se pravi, imamo heroj, imamo stroj, imamo na Juriš. Zdaj bom pa malo po telefonu pobrskal, ker imam prepolno glavo. Ena rubrika bo recimo verjetno na 4 oči, ker bomo, če bo prišel kakšen zanimiv avtomobilski model, pa si bo ljudje želeli več o njem videti, jih bomo povabili v naš dom na Vransko. Mimogrede, center varne vožnje na Vranskem. Tam bomo imeli svoj brlog. To se pravi, ta prvi boks v stavbi bo atmosferski boks. Predstavljali si eno mešanico delavnice, dnevne sobe, kjer bomo mi doma. Pisarne, vse živo. Okay. Plec. In to bo naš brlog. Ama za samo 110 let, pa veš, da smo izbrali z namenom. Sem vam zanč rekel, da sem član, tako da, hello. Hvala lepo. Da še malo zgruntam. Pol pa tehnopedija, mislim, želimo si pač kakšno zakomplicirano stvar na avtomobilu, ki ni vsakmu jasna predstaviti na, bom rekel, zelo lahkotni način. Seveda. Pa naftalin, stari. To so pa stari legendarni, recimo, avtomobili. Tukaj bo Saša s svojim prvim klipom prišel v spredje in jaz to komi čakam, da ta klip vidim, da konc. Počasi uvinek, pa hitro iz njega, so rekli za ta avto. Pa veš, kaj ne smeš pozabiti? Brez narkoze. To se pa zdaj že awkward sliš, okay. Brez narkoze. Ne, veš kaj, stvari bomo rezali na pol. Ciril je ta teden prvič šam na Flexerci šajbo zamenil, sem to, kdo veste. Okay. Stvari bomo rezali na pol, ker pomeni, da vse, kar je povezano, ali pa vse, kar bi bilo potencialno zanimivo, je to volan, armaturna plošča, je to blok motorja, je to čelada, je to avtomobilski sedež. In zanimivo, da ste imeli gor čelade in unešpege. Kompresor. In bo zanimivo pogledati noter. Kompresor in že bomo posvetili tebi. Hvala. Bomo dali kompresor, bomo razrezali na pol. Krajst, okay. Tako da vsebina je zelo raznoliko nastavljena. Sem, če bi zaradi Tanžeta naredili mi kompresor v 2 delih, tako da bi bilo res komplet seceranje. Da ne bo pa nobenih dvomov več. Veš, to spodbujanje kulture. Ne, rezali bomo v istem delu kompresor in turbino. Ti boš pa zraven. Okay, lahko videl in si zapomnil. Cool. Lahko sem zraven in pa kimam. No, to je to. Okay. Zelo na hitro. Čeprav zdaj, ko ste rekli enega na teden, zdaj govorimo pač ta YouTube glavni video, saj to mi je itak, mislim, malo mi je smešen, ker je v bistvu samo umevno dovolj, da posod še počnete stvari, To je največji problem. Zakaj? Tle bi jaz rad malo skočil, To enkrat na teden si želimo. Okay. Ne, ampak vam povem, zakaj to, mislim, zakaj sem zastrigel z ušesi, ker je enkrat na teden, ker se mi zdi to v bistvu kar huda frekvenca v resnici, glede na koliko je produkcija dvignjena, pa ipak snemate, že človeka snemate v resnici težko, pa enkrat še, veš, avtomobile, pa jaz čištekam, da kompleksnost gre še malo višje, ampak tako, se mi pa zdi, veš, zadržati tako publiko, pa resmo te naročnike na YouTube dobiva, tako, mislim, pa ne zdaj pust naročnike pa cifre, ampak to, veš, da se ljudje, da se malo navadijo, pa to, je kar ene par poti tudi na YouTube, veš, eni res morajo vsak teden, eni morajo vsak dan, ker so ljudi tako navadili, pa imaš pa kakšne ljudi, ki pa na 3 mesece en video ven da, pa je vsakič, A že z tega, tako, zdaj sem bolj pričakoval, da mi v te prej rekel enega na mesec, ampak bolj uno smer, recimo, ampak super, mislim, nič slabega, ampak, Mislim, meni se zdi, da mogoče je to moj fetiš iz komotar minute, ker sem začel s takim norim tempom. Te pa so džaba. Ne. Easy. Enega na teden. Ampak se mi zdi, da... To je ura, se ti ne da več, Ampak se mi zdi, da je prav, da damo enkrat na teden, da je pač vse je želja, bomo videli, če nam bo ratalno, ampak... Mislim, da bo šlo. Mislim, to za meni zdi kar ambiciozen, iskren, res, pa že vem. Težko se je dobiti, veš? Pa ekipa, pa nas 3, pa mi smo skozi. Ko se dobimo, to traja, veš. Mislim, pol, ko se začne delati, to ni
bomo se dubili za 2 ure, pa bo naslednji klip. Nikoli ni bilo tako. Vse je pa video, nikoli ni. V resnici nikoli ni. Ja. To je... Sam ni na nas, da se pretožujemo. Veš, koliko je, da ti nam rekel, koliko ur pa dela je šlo, preden smo sploh prvič, pa se stanko, pa dogovarjam, preden smo sploh prvič stisnili upload za ta prvi video. Ne? No, ampak kaj pa ta dogovarjanja tako, zdaj smo pač tako, nek ta koncept, veš, pa kakšne bojo osebine, neki se je že videla, ne? Ampak mene dosta tudi obrtniška pol zanima, kako so Google kalendarji izgledali, naprej se je začel snemati. Fuso prviti. Jaz sploh več ne vem, na kjer ga naj gledam. Ja, res je. Jaz ponovadi ob 10 zvečer na Messenger napišem, kaj so se pa zmenili. A ti si un. Ja, on je un, stari. On je un. To zmeram je en ta stari. Jure iz typinga, veš, kaj piše na Jure iz typinga, pa se vrne nazaj, ne piše več. Pa kje se zgubil model? Pogledaš, če se pol ure spet na un message, pa tako spet Jure iz typing, pa spet zgine. Ja. Dej model odgovor že. Pa če to rata, veš, koliko to v njih sporočil rata, da bi šel lahko 3-krat okrog ekvatorja, sam da se dol preskrolaš. Mi imamo isto, recimo za podrobnosti, nek sta pižanc pa bokine. In je tako, pa s pižancem, bam, Google Calendar, invite sent, accepted, konc. Bogi pa dan snemanja vsakič. Koliko epizod smo že naredili? Skoraj 100. Ja, dan snemamo. To je ratal tako res, tako ponarodelo je zdaj. Jaz sem že tako, čakam un dan, pa se še ni javil, stari. Tako da zmeram je eden, stari, zmeram je eden. Ne, ampak tako, kaj je bilo pa, se pravi, kje ste najdel pol ekipo, ko posnela? A veš, pa vse te stvari. Maš kaj, jaz sem v bistvu usporedno s Komotar minuto, sem jaz čisto ločeno stvar snemu za nekaj, kako se smešno sliši, predvsem v povezavi z mano, povezano s svetom mode. In smo takrat prva asociacija. Samo v tistem videu je pa meni res malo smešen. Mingred sploh še ni bil objavljen, nima veze. No. En projekt, ki smo snemali v Sloveniji, v Gorici, v Milanu, pa še celo v Singapurju in takrat sem jaz v stik prišel s to ekipo in s tem podjetjem in smo se tudi... Za vsega momenta žilo v Bleki po stari Ljubljani. V Milanu stari. Kaj govori o fashionu? Hilarious, to moraš videti. Kako bi, če jaz zdaj napisal recenzijo za, ne vem, za cvetličarko eno, za ene rože, stari. To bi bilo še bliž, kot da bi šel napisati recenzijo ali pa komentar Bergerjeve predstave, une najbolj odbite. Skratka, Ciril je delal s profi, takrat ne v tem projektu delal s profi in mu je stalo to pač v glavi, da bi bilo fajn, da se povežemo tudi pri tem projektu z njimi. In tako je bilo. No? Ja, dosti preprosto. No je. Pa to na eni točki Andro Kajzer nekaj počne. Andro je, seveda, ja. Pač z Androtom pa z Lavko smo se povezali, zato ker sta tako huda mojstra svojega poklica. Preveč sta dobra. Tudi mi moramo razmišljati. Res je, preveč sta dobra, mogoče celo mi, moramo malo... A jih bomo za vsak video ponudili, ne? Veš, kaj pri enih videih je totalen poudarek na vizualu, na te vizualni erotiki pa na zgodbi, eni so pa bolj taki tehnični prispevki, ki jih bomo pripravljali. Okay. A veš, je treba pametno razporediti cilja, ne? Ampak kjer pa rabimo best of the best, pa pride ta Kajzer pa Lavka noter, ker to je pa pol noro. Kajzer je že bil v aparatu, to zdaj ne smem reči, ker ga imam Lavka enkrat bono, slejko prej. No. To mi je bedno zdaj, ker kolik me enega ne napovem, ampak ga imam na spisku že 17 let. Zdaj še slišal to, nisem si usluga naredil. Ampak ne, zato ker vem, ker sta pač preveč fajn stvari. Pa vesele je pa z njima delati, predvsem, ker vidiš rezultat, pa rečeš stari dojaja. A veš kaj prekali Indijanci, ne? Ko pade igelca z drevesa, orel je uvid, jelen jo sliš, medved jo zavoha, Lavka pa Androj znata pa posneti. Dolga podama mi je všeč konc, lepa. Pa atmosferci, pa, ker imate tudi page, ne? Pa potem valjda merch, kot tak, ne? Pa lahko promo naredimo, ampak mi je iskren, zakaj je bilo kleže na začetku merch pa bo? A zakaj? Ja. Tudi zato, ker je bilo pač veliko uspeha tukaj pri Komotar minuti in pač mi moramo tudi nekako sami sebe znati podpreti, da bomo lažje delali sploh atmosferce, ne? Ker to je naša želja in delati atmosferce, mislim, čisto iskreno, ni poceni. Zato to sem nekako sklepal, da bo odgovor. In si želimo pomoči in to je ena izmed takih vidnejših pa učinkovitejših
načinov, s katerimi nam ljudje lahko pomagajo. Pa dejansko so kul majice. Mislim, Ne, majice so totalno Ja, cool, mislim, ja. Oprosti, te prekinjam, stari. Meni so še preden smo karkoli posneli, pa ko se je začel manjše petati, da bomo delali, so meni že ljudje pisali, a boste imeli tudi hudije pa majice. Ne? Ja, A veš, in pa smo rekli, valjda, dan. Ja. Kaj pa direktna podpora? A to je kaj prišlo sploh? Ne, smo pa tam, da damo ven, pa da bodo ljudje lahko to tako podprli. Ja. Jaz bi tudi denar vrgel v resnici. A res? Ja, ne. Ja, noro, stari. Jaz to, ne, pa ne, to res, jaz klej isto delam, to je res, meni to je, pa nočem, jaz nisem ta purist, ker jaz nimam nič proti glasom, nič proti mrču, razumeš? Ampak če je neka dobra volja, pa če folk hoče, a veš, res, če nav ta naša generacija, gremo reči, da smo tam stari. Dej tlele na mizo, pa jaz sem del, pa bom žepdel. Za začetek. Če bi imel žepe, bi ti dal, ampak ne, hočem reči, res, če nav ta naša generacija, veš, folka karkoli ustvarja, saj mal probala v to smer dela, da ni ta internetu je vse zaston sistem, ne. A že znam, kdo bo resnic, ne. Čeprav moram pa nekaj reči, a veš, kaj sem pa ful vesel, stari? Da se je končno začel govoriti o tem, kako podcasti prihajajo. Mislim, a ne, prej zvez, da jaz preaching to the choir, a ne? Ampak zdaj vidim, da se je podcast počasi začel predbijati med take bolj zaznavne ali pa pomembnejše načine sporočanja in sem ful vesel, stari. Ja. Veš kako zdaj vem, sorry, no, ampak veš kako se je res, mislim, da zadnji let pa pol ali pa dve, je meni folk nehal govoriti, sem poslušal podcast Aparatus, ne, ampak sam še Aparatus. Pač tako vem, da je pa nekako ukri, a veš, tako, da ni več, a veš, šel sem gledat film Boter. Ja, ne, šel sem gledat Botra. Tako veš, da je neki, res je neki drugač, pa tudi pri statistiki tako vidim, da noro je, koliko ljudi na telefonu posluša. Ker sem jaz začel... Koliko? 80%? Zdaj mislim, da je že več. Ja, za Aparatusa sem glih zanč gledal, no, ker zdaj celo razmišljam, da bi kar fotke v kinu, ne, na pageu. Ker mi je feed bolj važen, pa da v player... Zakaj? Ne omen, v redu, gremo, kje smo? Ne, pa se hotel sem namenil, ker sem v to smer speljal, sem pač spomnil sem se tega, min grede, a veš, zato smo tudi en izmed razlogov, da smo tukaj, ne. Podcast Atmosferci bi mogel biti, se mi zdi bolj reden, ker sem tudi jaz že dobil par prošenj, dajte večkrat snemati. Ja, se meni tudi povedal, kdaj boš že spet imel, ne. To imamo, letos sem tako planiral, da je ta neka predzadnja, pred mojo poletno pauzo, ste zdaj vi, pa tam nek na začetku na jesen ste vi, če v te hotel, no, tako je mišljeno. Pa sam še eno na tem podcastu, a ni bil zdaj pred kratkim, ali prejšnji teden Digit, lahko ja, se temu reče. Digit, oprosti. Ali pa Digit, Digit po mojem. Se ne vem. No, ampak videl sem nekje na netu ali na Twitterju, mene prišla ena slikca, kjer je bilo podcasti so prihodnost, ali nekaj tacga, ne. Ja, to je zdaj mantra rata. In zdaj so, pa jaz vidim tudi frendi okrog mene, ki jim je že od leta 2013, 2012, 2011 težim za te podcaste in so mi pol uni gife pošiljali, kako je, če ti človek, ki posluša podcaste skozi težine. In jaz sem bil uno, ki je vedno težil, ne? Zdaj pa kar naenkrat vsi okrog mene začenajo. Ja, telefoni so ratali normalni, sam to mi rekel. Ja. Res, to je po mojem imel še največ. Mislim tako, da je lahko preklopil. Až kaj pa še nismo omenili. No? Mislim, jaz sem prej, ker sem našteval rubrike, pa sploh nisem vseh naštel. Tudi greh bo ena izmed rubrik, ki se bomo lotili, ne vem, 10 najhujših. Ja, ful tega. Ampak dajte video povedati, no, imeli bomo tudi službene avte. Ves čas. Okay, ker ne bomo, a veš, klasičnih testov avto skoraj ne bomo delali. To sem kupenih medijev, ki to delajo. Mislim, službeni avto, atmosferski avto. Atmosferski avto, ampak kupenih medijev, ki delajo klasične teste, mi bomo pa v eno drugo smer. Sploh, v resnici, sorry, ampak to je bil eno od mojih vprašanj, bilo glih to, ker že ta McLaren, ki ga gledaš, to ni baš recept, mislim tako, na dober način to hočem reči. Se pravi, dejansko zavestno ne greste v ta, to kletam. Pa te novice pa predstavite. Okay. Ne, avto, mislim, če bo prišel kakšen avto v video, ga bo spremljala zgodba, ne? Vedno. Ne bo klasični review, ne? Okay. Nekaj tako, se mi je zdelo že tako, že sem tam McLaren itak kao ni nov, I guess. Ne, ni čisto nov. Okay. Je pa zelo zanimiv, predvsem pa redek sploh. Ja, ok, fair point. Tako, to je bilo res eno, to sem, lepo da se rekel, ker se mi je zdelo tako, a na eni točki, glede na to, da imate tam dirkališče, bi lahko neke lap time delali, pa veš, pa kakšno lestvico postavljali. To delajo vsi. Kaj so vsi, okay, ne, to mi je cool, to mi je v bistvu ful dober, no? Ampak to je bilo moje vprašanje. Če to, že zaradi na Jurišu mi je všeč, ko ste začeli z nečem, ki je v bistvu irelevantno, kdo zmaga. Mislim, ful je važno, kdo zmaga, ampak v bistvu je irelevantno, kdo zmaga. Če bi jaz katero vozil, bi bil rezultat še bistveno bolj drug. Jaz sem vedel, da bo prej slevo to prišlo. Sam bi padel na dopingu.
Ja, mogoče, no, sem ne bi pa spustil volana pri Katri. Ko me je zanihalo. Ja. No, Ne, pa, a veš, atmosferski avti, no, tu sem še hotel reči. Tudi zdaj ta prvi 3 atmosferski avti, ki so prišli v to floto, a veš, pri njih tudi zgodba ven seka, ne. Lej, naprimer, Hyundai i30N Fastback, ne. Hyundai prišel pa rekel, jaz bom pa naredil športen avto, pa so najprej hot hatcha naredili. Pa je bil največje presenečenje lanskega leta. Pazi, to je znamka, ki je 10 let nazaj imela Hyundai Pony avto. Ja, 30 let nazaj. 30. Zdaj bo 30 let, kar je v Slovenijo prišel. Pa Pony je bil res Pony. Veš, delo je, ampak po cesti je pa skaklov. Ne? A veš, danes, ko se pa v ta avto sedeš. Zdaj pa mešajo štrene v golfovem razredu. Ne? Ja, štekam. Ja. A ja, škaj, pa zdaj si Jure ti je že povedal, kjer je prvi atmosferski avto. Ne, se sploh nisem razložil, kaj mi si želimo, da bi imeli ves čas neke atmosferske avte, naši službene avte recimo, ne, da bomo ves čas imeli 2-3, ki si bodo namensko dosti različni, pa da bomo tudi z njimi kaj delali, da bomo z njimi živeli. Predvsem pa, kako bomo podajali to vsebino, ne, skozi naša social omrežja, to se pravi skozi Instagram, atmosferske, pa skozi naše. Pa na spletno stran bomo pisali pa dnevnik. Sprav, moj dragi dnevnik, ne, danes se je z mano začel družiti ta, te avte bomo imeli tudi daljše časovno obdobje, da bomo res lahko z njimi živeli, pa jih preizkusili tako, kot treba. Predvsem pa umeščali take, mislim, da se bojo pojavili v realnih scenarijih, ne. Kako je s temi avti, ne. Jure je že omenil ta prvega, i30N, ta drug bo... Jaz nisem vedel, da je to pač dejansko... Ja, Fastback, v bistvu to je unka Maritko. Ja. Ta drug bo Toyota RAV4. Pa ta kremast menjalnik, no. A veš, da so dali karbonske obročke na sinhrone? Ja, seveda, kremast je. Valjda. Toyota RAV4. Jaz sem nekaj o telefonih pogovarjal, šti videl. Toyota RAV4 je ta drug hibrid, ta tretji pa avtomobilski jumbo jet, je pa manj. Je pa manj v kombi. Kombi. Tako da bo zelo pestra ta atmosferska flota. No. Ok, lepa. A gremo lahko zdaj na ta Juriš video, recimo, nekaj imam par vprašanj. A ste, se pravi, vi ste dejansko te avte tam sterali. Ja. Tako, ljudje, ki so vam jih dali, si bili ok s tem in take življenje. Iskreno me zanima, kako to predstavljaš, Folko, ki imate avto. Jaz sem čisto iskren. Ja. Ta prva 2 voznika 101, preden sta potrdila, ker jaz sem se dogovarjal za te termine. Okay. No, to me. En je rekel, jaz pridem z veseljem, ampak na dan ti ga pa zapeljat, ker to je pa vseeno moja ljubica. Ja. Tako da sploh nisem prišla do tega, da bom rekel, da bomo tekmovali v dirki na 400 metrov. Sorry, ne za drag race, sam niste smel noto se. Ja, mislim, ne, vseeno bi se lahko sam peljat, pa ne bi. Pol ta drug je imel tudi zelo, bom rekel, pomislek. Ostali smo pa povedali takrat, ko so tja prišli. A to res? Ja, to mi je bilo tako, sem rekel, pisal, da je bil flegma. Edino voznik Hatra, ki je pa vedel, da ne moramo nič narediti škode. Zdaj si predstavljam, kako je svoj, a veš, ko res, svoj projekt, ne, pripeleš, kaj pa, zelo pa jample stenjak, se bo zdaj noto, veš, po mojem, ja, ok, a res. Čeprav se on je kar navožen, ne, jaz bi njemu kar zaupal. A ja, ok, fair point, ja. Jaz sebi bi manj mogoče, ne, se zabavam, ne. Ampak pri teh avtih je vedno gambla, ne. Ja, veš, stari avto, stare sklopke, vprašanje, kaj se sprašujem, veš. Vse mi smo rekli, fantje, one try. A ja, čak, to je bilo to. Dejansko je bil one try, ni bilo, gremo še enkrat. Nič fejkano, nič. Vse avte GoPro. Zdaj pa malo bolj impresivno. 2 drona v luft. Nismo mi Top Gear s tisto produkcijsko ekipo pod denarjem, da bomo vsak kadar 10krat posneli. Čak, zdaj pa to rata. Pa se pa notro sedeti, pa vse prej posnet, pa čakati cel dan, preden smo se mi notro sedeli, pa štartali trajali cel dan. Mi smo bili že stariš, kakšni so bili paradajzi, no? Vsi opečeni. Čisto. Ja. Čak, to je pa zdaj, ja, ker zdaj si pa ne morem, to je pa fula enih avtomobilov. Zdaj si pa predstavljali vsak avto, ena GoProjka, 4-5 kamer zunaj, 2 drona naenkrat v luftu, pa gas, pa vse posnet, pa en poskus imaš. Pa dvocevka strap streljimo. Ja, lovc za štarterja. Tako res je bilo logistično zalogaja stari. Pa ful je bilo koment od spodaj, pač malo so se Balkanci zabunili, ne, ker je po specifikacijah naj bi bila 101 hitrejša, pa Jugo hitrejši, pa ne vem kaj. In kao, da smo mi nastavili, da je pač edini slovenski pod narekovaji avto, da je zmagal. Ja, se ve, valjda. In pol, ne, da so Slovenci to nastavili, ampak fakt, nič ni bilo spajkan, res. Vse najboljše za mojstre iz Krgujevca, še dan so super mehaniki, ampak Katra je pa najboljše izpod dolenskih rok. A si ga videl, stari? A veš, kako on še dan strpi, ki ni vozil Katra, ne?
Jaz sem se enkrat s Katro pelil in to tako v srednji šoli iz Ljubljane na en žur, ker nas je mama od enega kolega pelala. Ne. In takrat sem prvič videl pri nogi za šipo. Ja. Špricati, ja. Wow, sem to rekel. Ali je to one try? A veš, da imajo v Railu sovozniki še danes imajo gumb na nogi, da on pošprica vozniku šipo pa sproži brisalce. A ja, ok. Res? Ja, nisi vedel. Jač pa tu je edina Mislim, on ima tudi, ne, ampak ne rab razmišljati o tem. Ja, veš, sovoznik ima na nogici, on lahko sproži šprico pa vodo. Mislim, ne rečem, da imajo vsi, ampak tako. Drugač pa največja hiba Katre, no, da jo ne bom sam hvalil. Ja. A veš, kaj pravijo? Ne? Da če se v Bohinju dež rodi, ne? Ja. Se, kadar dež pada v Katri na šipi, pa megla zgodi. Ne? Ok, redo. Ja. Pa pol, kaj je že bilo Titaniku roka, pa ni važno. Čakaj, sam sekundo, Jure, koliko so jih naredili? 575 824 v Novem mestu, ta zadnja je šla ven leta 92. To je kar weird, to star. Super, ampak to je kar weird. Kako vleko 500 000. Človek je zaljubljen. Lej, tu je avto, ki je deželo cvička, se je povedal video. Oh, God, ok. Sem stari, zakaj so pa vas mame na žur vozile? A niste zdaj sami voziti? A to je srednja? Ja, pa se v srednji. Ja, ne, drug letnik. Jaz sem se vozil z avtom na izpitne vožnje. A se ti nisi vozil nikoli v srednjo? Ne, presenečenje ne. Jaz sem še enkrat, jaz sem imel na začetku Corse, pa ki sem izpit dobil. In stojim za tem, da je en boljših avtomobilov, če si 2 metra velik, pa nimaš keša, ker je pač ogromen avto, ne. Ampak Sam za razšenih šip pa nisi v Korsi delal, ne? No comment. V glavnem, zakaj ne, jaz imam še nekaj. Ne bi se, si velik, pa me dostno razdalja, pa tako, veš, Ena stvar, ki bi bom tako vprašal, zakaj je ni. Ena stvar, ki mi je malo manjkala, v resnici, na koncu, ne, glede na to, da to je YouTube video, ne, zakaj ni une kartice, da se naročiti pa te stvari. Ja, stari, to je strinjam, da je fail. Mi moramo na koncu vsakega videa, moramo dati še en klip ali en od nas nekaj reče, ali pa sam grafično, piči na naš Instagram, atmosferci.com, na Facebook. Duno, ki pokažeš s prstom, sem gosto na roč. Ja, manjka in delamo na tem in še na kup detajlih, ki bi morali že biti. Stari, učimo se. Ne, ampak veš, o tem vklej jaz pravim, pa ne zdaj, da hočem pametni, ampak tako, veš, to je ta, če daš na YouTube, to ene par stvari pa pomeni. Ja, pa ne samo to, pri thumbnailih smo še švoh. Exactly. Zdaj smo za McLaren smo ga zamenjali, pa je recimo sprejemljiv že, ampak na tem moramo še full delati. Saj vem, da sem weird, ker se hočemo o teh stvarih pogovarjati. To je tale Jože mojster, ki une kartice pokaže na ročce. Pa... Ja. Pa veš, kaj bomo še dobro naredili, mi všeč. A veš, kaj smo se tudi že pogovarjali, da bomo svoje gife naredili tudi, ne? To je bilo kar v redu. Swipe up. Jaz vas bom konstantno uporabljal. LOL. Ful je tega v planu, teh detajlov, ampak a veš, toliko imamo polne roke z vsem, stari, da smo... Ni bilo niti mišljen, se zelo sem na začetku rekel, ne da sem hočem biti, ampak tako res je, a veš, ene stvari so pa tako, ki se meni res zdijo, v resnici mi zdijo ful ključne. A veš, zdaj si pa na YouTubeu, a ne, pa se je treba to iti, pač se je pa treba iti YouTube igro. Sploh smo zamudili priložnost, ker je ta video bil tak kralj, na konc pa nič ne. Ja, Slavorum prijatelji. Ja, to se je tudi meni fancy zdel. Ja, to je kar redo, ne. To je res kar redo. To sem pa res ponosen. Ja, to je res tako, pač. Pa je v bistvu že spet nek page, ampak se mi zdi, da ima tako kašeja, nekaj kašeja ima na netu, no. Se mi zdi, da so postale na netu, ima še zdaj ene par stvari, tudi pri nas se mi zdi, ki so cool. Pa ne ta korni kul, ampak tako, veš, ne vem, se pojavil to komentar multi, je tako, sem bil komentar minut, a veš, subtilno kul. Ja, a veš, tako, koliko je bilo včasih, če si bil ne rešil na eni točki, tako imam jaz v glavi, a veš, pa te scene, ne, a veš, tako da, ja. Ok, pa, danes vidim, da ne bomo, imam občutek, da bomo samo v YouTube, kar je meni ok, če je vam ok, no, ker jaz imam še ene 2 vprašanji, imam, recimo. Stari ti krostrel. Zdaj pa prej, Ciril si rekel, da pri montaži, pa feeling, pa to, pa kaj je ta lahkotnost, pa to, vi to znate opisati, kva to pomeni? Zna to kdo povedati? Kva ste hoteli, veš, kakšen štimungo, to je tehničen termin, ste hoteli imeti, pa kva to pomeni? Ciril je dal mene en napotek, preden sem šel prvič snemati, je rekel, stari, ok, preprav si neko istočnice, ampak razlagi pa tako, kot bi frendu razlagal. In to se nekako hočemo iti, no. Tako,
ja, se govoriš v kamero, pa vse, ampak ta štimunga pa naj bo tako malo bolj osebna. No? Pa še, veš, te videi, ki jih pripravljamo, oziroma o katerih razmišljamo, pa smo jih nekaj tudi že posneli, pa ne še vse objavili. Ne bo pri vsakmu videu ista štimunga, ne? Ali pa enaka štimunga. Ne? A veš, ker pač eni bojo bolj zabavni, eni bojo bolj resni. Ne? Jure, zdaj le pripravljamo klip, katerega idejni oče je Jure o heroju, ne? O Janezu Maroltu, ki je inštruktor varne vožnje v AMZ centru varne vožnje, pa reševalc. On je pravi alpinist, Ja. avtomobilski alpinist, pa še gorski reševalc. In tukaj štimunga ziher ne bo saj to, tam, okej. ne? Ja. Ampak tukaj pa pridejo pa upoštev naše izkušnje, ne? A veš, kaj kam paša, ne? Pa tudi vse, a veš, ne more biti zebancija. Ne? Ne, sej, Je pa, zato sprašujem. imajo pa Mislim, vsi videi, ne glede na štimungo, bi morali imeti en skupen imenovalec, to je pa dober flow. Ne? To smo se pa že pogovarjali. Ne? Flow pa pač Pa je frontman. kombinacija vsega. A veš, naš najn frontman je komotar minute. Ne? Ja, In obema, Freddy, to Freddy. A je veš, to. Naš Freddy. Zdaj veš, kako se moraš obriti. Ampak se veš, da Freddy tudi ni nič mogel brez, si gledal film, ne? Ja, sem gledal ta. Ja. No, ker smo že pri montaži po tem filmu, mogoče. on je šel komado mamo klical. Ne? Mama! No, ampak, Ej, ne, veš kaj še prej, ko si rekel za nasvet. Nama valjda pomaga Ciril. Ne? In a veš, obema je dal nasvet, pa meni je najprej iz ušesa dlako spulo, pa je pa sem me pogledal naravnost oči, pa je malo premoran, naredil tako konzna, ker malo seriš, veš. Pa je rekel, pa ne biti predolg. Rekel, okej. Ja. kako pa je, kdo je pa režiser pol tam, kako to deluje? Ja. Ne vem, Sem ja, pokazal mikrofon. ne vem, mislim, jaz imam idejo za video, kako bi moral izgledati, pa kako si jaz želim. Jaz želim, a veš, mi se v vsakmu videu pogovorimo prej, ne? In pol se mi zdi, da sem jaz tisti, ki pol hočem, mislim, a veš, vsak je za nekaj odgovoren, meni se pa zdi, da vedno mora biti en, ki je ta glavno na vednicah in ki ve, kaj mora na koncu iz tega ratati. In pa se mi zdi, da jaz držim tiste niti v rokah, da smo vsi nekako proper, čeprav tako kot v prvem videu sem bil pol jaz najbolj trd pa lesen, ne. Ampak jaz imam v glavi zmontiran, pa pripravljam to še preden se sploh začne montirati. Ne. Okay. Tako kot pač za komotar minuto, samo da je pač level jaz vsega je tudi, višji. da En mora biti showrunner, kakorkoli obrneš. Saj to ni. Ciril ful razmišlja o kadrih, ne? On ima te kadre, mislim, skadriran, ima ponovadi že vse v glavi. Jure je dober. Jure je dober. Jure dobro zna opisati, kakšne zadeve je dobro, ki je dobro ga napiše, jaz se pa večinoma spomnim kakšnih bedarij. Samo veš, to je pa to, ne? Ker vsak nekaj svojega da. Ne? Ja. Jure bo Eskimo let prodal, ne? Ampak on izvira iz sebe in je res vrhunska vsebina. Saša ima take comebacke, pa take ideje vmes, ki so totalno neplanirani in tudi, a veš, meni se to zdi neprecenljivo. Ne? Super, saj jaz imam idejo, kako bi moral razdelati, pa kjeri kadri bojo, ne? Ampak on da pa dodata tiste začimbe, ki pa video naredijo pol. Sam Ciril ima pa res uče, veš. Ne. Tudi za Molova je, sem Ja, slišal. lej, Slišal, je. ja. Pa To je tudi to. on je malo samuraja, veš. On sliši zvonove, še prej ne zvonijo. Kar se kadru tiče. a veš. Ja, okay. Ne, ampak to se mi zdi, mislim, to me. To, da vsak neki Ker ne- prenese. a veš, kaj se nam je zgodilo? Ne? Ja. Pa ne bom zdaj, ker ne bom zgodbe razkril, ampak sem to povem. Ne? Veš, Ciril je vse kadre videl, naprej vedel, kaj bo posnet, Sašo je pa en kader povozil, dobesedno. Okay. No, nima veze. Dej, Zanimiva zgodba. Okay. Ja, pa videl sem en dron, ki ni imel sreče v življenju, to ste pa že objavili. Ja, ne, vidiš, to je klip, ki ni bil objavljen še, ne? In to No, je v ne cel, ampak. To je prvenc Sašota, ja. Ja. Ja, ti se Počnem. sam. Ja, dron, ampak je bilo čisto ok, sam propelerček. Okay, pa v redu, ni bilo pa v redu. panike. Sam je pa dal pilotu akcijo, da atmosferca nož kar tako ujeva. Veš. Pa dajmo sam še o sliki, pa prej, jaz bi se tam toliko dotaknil, pa ne mogoče preveč tehnično, ampak to je pač produkcija na višjem nivoju, pa to. Pa sploh nočem primerjati, zdaj recimo od Cirila videi, ki pač telefon, pa klek, proper kamere, pa ne. Ampak tako, a ste vi, zdaj kaj je šlo ven, pa to resno vprašam, a ste tako, a ste zadovoljni, a veš, se je približal temu, ki ste videli naprej, ki ste snemali, recimo, pa polkaj na koncu, pa gremo na Juriš, gremo sam na Juriš vzeti, ker ste vsi trije noter, a veš, a vas je kaj zmotil,
lahko tehnično, lahko kar se vas treh tiče, tako, veš, da gremo eno, veš, potegnimo črto, temu rečejo, če imamo zelo dušbegersko, ne. Ampak tako, veš, kje ste ful zadovoljni, pa kje vidite, a veš, kva se recimo še dal, poleg seveda kartice na koncu naročite se, to smo že. Hvala Tomič, prosim. Ja, ne, tako, res me zanima, no, ker zdaj tega ste že prespali parkrat, ne, pa ste ga videli, vemo, da je rato, vemo, da je kul, zdaj pa, ajde, lahko po vrsti, lahko sale začne, ki že skor, ajde. Zadovoljni smo, ekstra zadovoljni smo s produkcijo, z sliko, z montažo, tle nimamo nič pač za reči. Ampak ja, vidimo valjda napredek. No. Mogoče malo več te naše kemije, se pravi, da nas kamera malo snema, da je malo več tega free flowa, ne? Se pravi, da se med sabo pogovarjamo, da je samo neke istočnice, pa da nam pustiš neko kamero, ki prosto teče okrog nas in tam je največ materijala, no, ki uporabljam ga, recimo malo več tega. Pa ne, dobro, ta video bi na velik način lahko izboljšal, ampak jaz itak še v live nisem naredil enega videa, ki ga ne bi lahko še vsaj na 10 mesecev. Ne govorimo o tem, to je vedno res. Ampak on je povedal bistvo. Ja. Mi smo imeli ta dan toliko stvari za posnet, da sploh ni bilo časa za impro ligo, ki ponovadi da najboljše rezultate. Okay. Mogoče smo preveč pripravljeni prišli na snemanje, no? Čistko. Ampak to je ironično, tudi, bom rekel, najlažji pa najtežji posnet, ne? Ker se moš na impro ligo se moš tudi full dobro pripraviti. Ja, a veš, ali prideš na snemanje, pa imaš scenarij, pa tudi če je sam po alinejah napisan, ne, je ponovadi skoraj lažje iti strukturirano snemati. Ok, postavimo se, zdaj pa povejte tole po svojih besedah, pa da je tudi v easy, pol povejte tole. Ne. Težje pa reči ekipi, tudi časovno je to bolj smotana stvar, da rečeš, prižgi kamero, da nam bube, mi smo začeli pogovarjati 10 minut, da noben nič ne reče, pa pusti nam da pridemo v flow. Ne. Ja. To je pa eni strani ful tako pač hecen, ne vem, težko je to narediti, no. Tekste smo do zdaj še čisto vedno zavekslali, nikoli nismo, da bi se držali scenarija, pa na pamet se učili. Ne, pa se to itak po moje bi prej škodilo, kako koristilo. Ampak ja, štekam pa, pa to sploh ni toliko impro, ne, ampak glih to, ne, se mi zdi, če že imate to kemijo, pa ki se je kazala v komotar minuti, ne, pa pol na Instagram klipih, to zdaj prenesto to ta visoko produkcijo. Ne. To je ful težko. V komotar minuti se jaz pa Saša, pa jaz pa Jure peleva v avtu, jaz stisnem rekord in rečem stari, šta bude. In se začnemo pelati in če kaj prebijeva, naš še ni energy, ugasnem telefon, pol ga prežgem spet čez 15 minut, pa se nekaj zgodi, pa prebijeva in jaz porabim od 40 minut posnetka, jaz uporabim pol 27 sekund. Ne? Sej. Ampak ti si bilo pa epsko, pa je bilo ful dobro. Ne? Zdaj pa to imamo mi dva cajt, ki se pelava iz lokacije A do lokacije B, nobena ne žuri nič. Ja. Zdaj imaš pa ti ekipo, 10 ljudi, kamera, lučkar, zvok, vse. Zdaj to priprav. Exactly. In to je ful težko. Ja. Ampak takrat pa moraš reči, da nam mikrofon, zalaufi kamero, zdaj nas pa primer pusti. Pejt stran, mogoče celo v pozicijo vojerja, pa nam pusti, da se pogovarjamo. Ja. Sam to smo v bistvu opazili, da smo mogoče preveč kadrirali, pa preveč strogo pač šli v neke okvirje. Ampak drugače pa vse ostalo pa se nam je zdelo pač top. Ja, okay. Pa veš, kaj bi klejala pri tem videu, sem pa jaz pogrešal vsebinsko sem, ne. Klej bi mogel še eno, tako ko si ti prej rekel, na črto. Da ti žrebaš katrca. Ne, tu ne bom nikoli prebolil, to je dejstvo. Vsebinski fail. Dobro, da sploh še skap delate. Ker to še danes mislim, da sta mi potaknila, ne. Da je govorita ona dva, kar hočeta, ampak Balkanci so zajebali conspiracy theory. Tako je. Je bil, ampak ne ta prav. Ja. Tu bi gledalci čutili, če bi se jaz pa Katra skupelala. Okay. Ampak hotel sem reči, mogoče sem še pogrešal, ampak je bil res dolg dan, da bi na koncu še eno črto pod avtomobili potegnila, veš. Ja, tako, okej. Tako, mogoče tako na naš način, veš, mi smo še generacija, ki smo vozili avtomobile brez ABS-a, ESP-a, takih stvari, veš. Ampak dobro, se glede na... Smo plesali še na živo muziko. Okay. Ker zdaj so vsi na rejvih. V glavnem ne, hotel sem to reči. Se v tem imeli še cajt, ne? Mislim, da lahko Katarca postojenka se lahko še daj pojavita, ne? Načeloma. Ja, to je res. Ne, se folk je v komentarje pisal še cel kup drugih avtov, tako da imamo istočnico in material za na Juriš. Legend 2, 3, 4. Naprej gremo na zadnje vprašanje.
še enkrat vas pogladim, ne, to podlaki, to tukaj pa zares. Tisto, kar mene daleč najbolj impresira, ne, tako pri vas treh, zdaj lahko mirno to rečem, prej ne, ste vsi šli na komota, ne, v glavnem, ampak hočem reči, ne res, tako kot atmosferci, moram, sorry. Meni tako narobe stari, jaz se kar besedam, ampak res mi ni ok. Je kul, kad neki stop, kad se hočeš prav makati. Ja, res je. Ne, škaj, to pa iskreno rečem, pa če res se mi zdi, da nekako vam je uspel dobiti proper publiko. Ne samo folk, ki gleda, ampak publiko. Se mi zdi, da to je pa dosti neprecenljivo. No? In to je tudi mogoče v njih prvih 10-20 čukov, ki gleda, ne? Recimo na YouTubeu, ne? To se mi zdi pa dosti priceless. No? Mi je všeč, da se to zdaj preneslo, veš, ker ste vsi trije, pa je to pobrandiran. No? To me je v bistvu, mene skoraj bolj impresionira, kot vse ostalo. A veš, pri temu gremo reči projektu, jaz to ne maram, veš, zmeraj imam nov projekt, pa CD izdajo, ampak veš, ko hoče ne, to mi je najbolj ležito od vsega, no. Kakle sem bil jaz, recimo, malo tako, sem rekel, ok, zdaj bojo pa skupaj, pa še en Instagram account, sem rekel, upam, da folk to lahko vse sledi, ne, pa je šlo mirno skozi, sem prav debil, da sem sploh, a veš, da se za nazaj je najlažje pol reči, valjda, ne, ampak tako to je pa res dosti. Zdaj, ko to govori, sem kar nervozen, dobro, da se nisem s tem obremenjeval prej. Jure kapa nas, kapo je snel dol. Ja, jaz moram, na tem mestu moram. Jaz ga sploh, meni kar čudno, da skape. Brez kape ujel. A si daš lahko kapo na Ja, nekaj sem kapo. Ne čudem brez kape. Kdo si ti? Ljudje, hvala lepa, ka imate radi avtomobile. Ok, zdaj je kapo nazaj. Zdaj pa prosim kapo. Kaj si černobylski reaktor odprt. Ne vem, kaj ni bilo vprašanja, to sem res hotel reči, ker se mi zdi, da se to premalo poudarja, ker je v resnici, veš, sploh zdaj na netu, karkoli človek dela, a ne, pa jaz imam tudi kar nekaj sreče, ker tudi imam neko publiko, ne. Se zdi, da to je najtežje doseči, veš. To ustvarja, veš, to, ki je šla barijera dol, da ti nekaj narediš, pa daš ljudem na ogled, na posluh, na karkoli, ne, za prebrati. Vsak lahko v resnici. Ja, mi smo že tvoja publika. Okay, ja, to je redo. Zdaj so vsi gladi. Hočem samo reči, ni pa samo umevno, da pa res dobiš folk, a veš, kaj bo teb namenil cajt svoja, ne? Tako resno, ne sam po nesreč pogledal. Veš, kaj po eni točki tudi pri meni downloadi ali pa pri vas viewji so ljudje, ki lajdo je le, ki se s to enkam pelejo, ne? Ampak vse to je super, ampak imate pa nek kor, ki je res pač meni vrhunska stvar za Slovenijo, to je brez, zdaj sam še hvala, to je brez veze, gremo naprej. Ne, hvala, jaz pa nisem o tem razmišljal, stari. Ja, tukaj smo začetka govorili, ne? Ja. Nam je res dojaja delati dobro vsebino. In pol, če to zdaj po tvojih besedah, mislim, vidim, da nas spremljajo, ne, pa da je to fajn, ampak nisem sploh še razmišljal na ta način. Zdaj sem pa sam še vesel, stari. Ja. Ne, jaz to rad poudarjam, zaradi tega, ker se mi zdi, veš, zelo človek tudi karkoli ustvarjaš, ne, pa če saj malo rata, karkoli to pomeni, ali za tebe, ali pa tako objektivno, ne, a veš, lahko tudi ne bi, no, to hoče, a veš, lahko to ni samoumevno, tako res ni, no, sploh zdaj, ki je vse tako razdrobljen, a veš, ker ni tako, kot včasih 3 kanali na TV-ju, 3 radijske postaje, pa 2 cajtenga, pa če sem odprl, je bilo dost, ne. Sem veš, kaj jaz tudi gledam na to, lej, mi avtomobile imamo res radi, ne. Veš, lej, te zgodbe smo objavili, lej, jaz sem bil star 2 let pa pol, ko so me po kempu iskali, ko sem šel za Nemci, pa ne zato, ker je imela una motoristka minica oblečena, ker nisem videl, ampak zato, ker se GS mi pripeljal, veš. Ja. Pač, lej, mi imamo res radi avtomobile in jaz nisem nikoli skrival, da uživam v svojem poslu. Ampak izvira pa iz tega, ker, veš, to, kar počnemo tako s srcem. Tudi za avtomagazin, za motorrevijo, za Komotor minuto prej, za Siol. Pač, lej, avto in tudi mene kjerkrat vpraša, pa kako pa ti, ko si greš v še slabši avto. Lej, vsak avto ima eno svojo zgodbo. Stari, škokar to mene vprašajo. In vsak šrauf, ki ga tam not nekdo v šraufa, ga je mogel nekdo narediti, načrtovati, prav je mogel te šraufe sestaviti, da ta avto skup stoji. In veš, to je to. In tudi nas gledajo zaradi tega, ker mogoče ljudje čutijo to, da res imamo radi avtomobile. Avtomobile imajo pa tudi ljudje radi, ne? Absolutno. Tle se navežem na tisto vprašanje, ki me vprašajo, stari, kjer je pa najboljši avto, ki si ga vozil, ne? In tle imam vedno pripravljen odgovor, da avto, ki ga spremlja dobra zgodba, ne? Veš, lahko je to pač neka raketa, pa če sem ga vozil ob 4 popoldan na severni ljubljanski obvoznici, ga bom pozabil v trenutku, razumeš, ne?
Če pa to nek Dacia Duster v Grčiji na nekih makadamih, pa da sta ta dva zraven mogoče, bom pa tisti trenutek rekel, da je tisti avto najboljši avto. Ne? Pa še zapomnil si boš za zmeri. Ne? In emocije so tiste, ki vlečejo. Ne? Tako, kot nas vlečejo emocije avtom, te emocije pol projiciramo, razumeš, in se mi zdi, da ljudem je pa to, jim je fajn, ker pač emocije so takšne, da vlečejo. Ne? Okay. Ja. Zdaj imamo pa ta zadnje vprašanje. Čakaj, ja, kaj je o Volkswagenu vprašal? Ne bomo Volkswagen. Dej vprašaj. Ne, ti bomo za naslednje. Ej, stari ID-je so dal ven. Dej vprašaj, no. Ne. Pa elektrika pa vse, stari. Ne. Ker nisem te. Ker imamo tako lepo. Čakaj, jaz moram honorar. Pismo flow zdaj. Ne, če hočete tole zdaj razumeti, poslušajte. To je nov Volkswagenov infotainment. Zanč ne bomo, ne, ker smo tako lepo ta YouTube imeli, hočem, da je to epizoda, karkoli se je zdaj. Se pridemo še kje na okolje. Upam, tako da bomo res, imamo itak ta moj Google Doc, kle noter je, tudi o ID-jih se bomo pogovarjali. A slište Volkswagen, ne rabite mi trgati. Okay, še enkrat, zato šala poslušajte prejšnjo epizodo. V glavnem, zdaj sem si, še zmeraj bomo vprašal en hardware, ampak bom že spet avtomobilskega. Zdaj sem si eno dost meni cool zmislil, to spet boh ve, kva pomeni. Ne, veš, kaj zanj smo imeli Šalt Keber. Jure je spet kapo snil. Ne, zanj smo imeli, mislim, da Šalt Keber na zadnje, kjer je mi bil najbolj fan, pa se je ta takoj začel Porsche dreti, tako da upam, da on odretja. Ampak, imam pa res eno tako, ne. Zdaj pa gumb, če se boste karkoli, eden, ki vam je bil všeč, ta je zelo deep cut, ok? Zdaj pa pazi to. Gumb, ki ti ogledala, unije avtomobili, veš, ki ti grejo stranska ogledala lahko noter. Ja. Gumb, ki to naredi. Zakaj to vprašam? Jaz imam Forda C-Mac, ki ima najslabši gumb v zgodovini človeštva, ki je tako, vidite, da so ga pol naredili. Vsi gumbi so ok, za klimo je ok, a veš, ja. Te za air vente, vse je štima, pritisneš, nek feeling, to je pa en tak štrcel, ki ga ne najdeš pač na vratih. Tako da, a se je kršen, da ste zapomnili eno firmo, ki se je pa s tem gumbom tudi ukvarjala, recimo. Čakal sem to tišino. Jaz vem. By the way, jaz sem kot 3 tedne sem rabo za ta vprašanje. A pa prav ta gumb za špego naštimati? Ne za naštimati. To je špegle not pa vendar. Drugače, a veš kaj, všeč mi je, da si gumbe izpostavil. Ja, okay, gumbi so pomembna zadeva v vsakem stroju. Ne? Veš, v Migu 29 je štarcel trdeč. Pa zdaj na moje področje pa že veliko vemo. Ni tudi ne tako lep, ne? Ampak naredi pa hudiča pa pol. Drugač pa gumbi. Jaz sem tle nekaj zapovedal. A veš, mi gre na jetra, ker ene avtomobilske znamke imajo še tako, pa zdaj ne vem kjere, ker to res redko uporabljam, da moraš stisniti 2 gumba, da se to zgodi. Kva? Ja. Kva, res, kaj? Ja, ne tako levo, desno. Unga zaštimati levega, pa desnega skupaj. In pa se zapre. To je pa še večji debilizem. Sem pa kar malo vesel, da ima moj gumb sam. Sem vesel, da se ne spomnim znamke. Ko imaš kar joystick, ne, se pravi zaštimati, pa ga obrneš levo za lev špegu, za desno za desen, navzdol, če ga okrog obrneš, pa zapreš špegle. Med starimi avti, ne, ki je imel prvi tak dosti sofisticiran ta gumb, je bil Clio RT z RT opremo. Je mu tak joystick. Ja, da si lahko. Aha, ok. Ampak si sam šipce šištil. Sam si sam šipcom, nisi jih nobil. Špegu si štimal. Ja, niso bila poklopljiva. Ne, poklopljiva pa niso bila. 2 gumba, zdaj sem pa kar malo ok z mojim gumbom, v resnici. Tako da prosim, vse je stvar percepcije, ne? V redu. Ja. Malo sem ponosen, kako je šlo tole. Tega sem imel res, tako sem rekel. Čuti, da si študiral. Čuti, da si študiral. Lahko sem da zdaj vesel nad sam sabo. Ok, to je bilo recimo hardware, software, že spet bomo šli na en app, ampak tako, bom že spet nekaj specifičnega vprašal. Zanč sem imel Klež Raja, ki je tudi enkrat snema, pa mi je rekel, za ta up in the air, vi ful letite pa to. S čim to beležite? Vsak ima zih en app. Ne, nič, sam tisto, kar dobim. Jaz beležim to s svojim unim appom, ko zberam milje in pa vidim, koliko sem kaj letel s temi Star Alliance in to je to. Če bi ti to zgledal pa zberal, bi zadnjič, ko smo hoteli v lounge, bi imel pripravljeno kartico. Digitalno pa jo nisi imel, pa so te pustili od zunaj. Ciril to zberal vsak 10 avionov. Ne. Okay, ne, zdaj tako, a meni tako, da veš, da bi imeli ekstra, ker res ful lepih stvari sem slišal, ker je Žoraj to v aparatu so omenil, je ta up in the air, se mi zdi, da sem jaz sem ga zbrisal, pa sem ga zbrisal zaradi tega, ker nočeš vedeti. Ne zajame vseh letov, ful sem se trudil, da bi zajel vse, z vseh strani,
Pa ne, pa moraš za nazaj nekaj skenirati, pa dodajati, pa maile pregledovati, pa ne vem kaj. Skratka, ni zajel vsega. Pol stvari je manjkalo not in pa sem ga zbrisal. Okay. Drugače pa imam pa samo, ker večinoma pač letimo Star Alliance, ker je pač Brnik izhodišče najboljše za Star Alliance, oziroma skoraj edino. Hoče reči, koliko jih je. Ja, okay. Je ta edini. Okay. Pa to pa sem imel, sorry, povej. Ne, jaz sem si danes dal en app po 100 letih dol, sam nima nobene veze z avti. To pomeni. V redu, daj. Shot tracker. In sicer daš telefon na stojav. To je to, se ti veš, da jaz sam smo basket igrala, zares pač. Okay, no, ne, shot tracker je in sem gledal danes en klip na YouTubeu, ko Steve Nash uči enega modela proste metati in ti telefon usmeriš nase na en stojav, ko mečeš proste. Aha. In ti on šteje, koliko si jih zadev, koliko si jih kiksnul. In tudi release point ti računa in log ti gleda in pol ti pomaga, da recimo boljš proste šutiraš. Okay. Čeprav jaz, za proste pa res ne rabim pomoč. A to veš, wow. za ta klip veš? Da vmes na YouTubeu en klip. Ja, vem. Videl sem to, ki je star klip. Ne, ampak kaj pa še pika na i? Kako so Cirila naredili? Najprej so njegov balistični načrt naredili, pa so ga šli pa ne, na to sem pa res ponosen. Ajde. Povej. Pa bom tudi jaz nekaj v Volkswagenu, če bo on te bom pa tudi ne, pa ne. Ne, povej. Ne, brez veze. Povej. Ma ne, res sem bil ponosen, ker sem zadev 98 od 100, ne. Ampak pika na i je pa pol, da povem, da sem pa pred tem, ne, ker se nisem snemal, jih zadev 97 od 100, ker pomeni, da sem jih dal 195 od 200. Na to sem pa ponosen. To je top 3. Otrok, pa že to. Lahko zdaj pa eno vprašanje, to bo, nič ne bom benemu poslušalcu pomenilo, ampak zdaj bom Saleta vprašal. A znaj igrati ali sam? Ne, to pa ne. Res ne. Povej, ne mu zvarjam, ko on ve, kaj govori. Ja. Mašmek zna igrati. Ja, okay. Mašmek zna igrati. Sam ni dosti igral, da bi igral. Ja, okay. To pa. No, redo. To je legit odgovor. No, po drugi strani, kolega na moji desni, nimaš šmeka. No, sem kolega na njegovi desni, ker pa smo iz šibenikov. Sam me pa enkrat tako nategnil. En pump fake mi je spustil, veš, kam sem odletel. Veš, kaj sem naredil tako lepo pod brado, kaj bo še vihtel? V vlogu je Toyota Camry prva vožnja. Ja, to si pogled. Sam sva pa s taksistom sva pol nabila ta dva, ne, z lahkoto. Okay. Fair point, to je bilo. Zdaj pa že spet, zdaj smo šli še eno stari. Povej. Tvoj najljubši avion. Moj najljubši avion, military ali civil? Military, intruder. Ker je grd, ne, načeloma. Grd je, ampak je bil tako dosti specialno narejen, pa pač bombnik na letalni silki, come on, man. Aj lahko boljš. Jure ima pa Thunderbolta. Amen. A10, lepa. Ne, ta starga. Ta starga, ok, tudi v redu. Veš, kaj še ne bil lep. Ko si imel motorje štartov. Mislim, če hočeš drugo svetovno vojno, jaz imam Hurricane. A ja? Ja, če imam je lepši, kot Spitfire, smerni 6 ljudi. Sam veš, kaj je problem s Hurricanom? Kaj ti Kiril? Ne, jaz sem skrivno tudi napaljen, čakam, da svojega povedal. Zadnje vprašanje, danes sem malo obrnil, ker sem dal Harvard, pa itak smo že tako rekli, da namo nič o avtomobilih, ne, ampak hočem že spet bi eno stvar bi od vas, ampak mogoče saj kaj povezana z atmosferci. A imate kaj tazga, ki bi bilo že za izpostavljeno? Lahko je nekaj, ki še ne bo releasan, pa mi lahko sam stvar povete. Ampak tako, veš, en objekt, ki je nekako z atmosferci povezan, pa da bi že v tem trenutku nekaj pomenil. Mikrofon bubica. Legit odgovor. Skozi mi jo limajo na prsi, stari, pa trgajo dol. Stari, jaz si moram pobriti joške, ker jaz ne moram več. Ko vsakič, ki mi ga odlimajo. Okay. V redu. Jure, nekam tiho, ampak ok. Nobenih težav. Ne, pa se meni, eno stvar sem hotel. Ja, se lahko lepo edinte me to. Andro Palavka sta prinesla eno kamero, ko so me naučili, da je redka. Red. Okay. Ampak veš, kot to zgleda? Vem. Ustraši se. Ja. Ne zgleda ka kamera. Če ne bi imela leče gor, bi mislil, da je nekaj drugega. Ja, sem najprej mislil, da je SRC katalizator. Ok, in on that, ja, ok, v glavu. Čakaj, Ciril ni rekel. No? Ne, jaz brain fart. Pridržujem se Bubi. Bubi, ok. Ne, to je legit. Nekaj sem hotel, ki je sam, da je na srce vezan. To je to. Pa imamo red kamero, pa bumico, ki boli, ki jo dal. To je kar v redu. Najlepša hvala. Da, hvala tebi. Ja. Hvala tebi, pa hvala vam, tistim, ki gledate. Če gledate. Zdaj gremo pa gledati tvoj gumb za zapiranje šip. Vse avto je tam dejansko. Zdaj gremo pogledati. Ok, adijo.
Nasvidenje. Čau. Ajde, čau. Tole je bila 188. epizoda Aparatusa. Pejte kar na atmosferci.com, pa naročite se na YouTube kanal, pa ko bojo dali šanso, dajte jih podpreti, ker res preveč dobro delajo. Jaz sem več ali manj posod Anzeta, tako da mi lahko tam težite. Še enkrat ful hvala vsem, ki podpirate ta podcast. Še enkrat omenjam aparatus.si pošiljnica pismo, to je moj newsletter. Hvala, ker ste poslušali in to je to, do naslednjič se temu reče. Ja, čau.